Minimalizem je zadnja leta priljubljen v arhitekturi, vendar pa ga lahko najdemo tudi na vrtu. Na Dobravi pri Stični smo na 700 metrih nadmorske višine obiskali vrt, ki z minimalističnimi zasaditvami na edinstven način povezuje hišo z okoliško krajino. Vrt je za mnoge prostor, v katerem uresničujejo svoje želje, sanje in potrebo po stiku z naravo. Zgolj zasajanje privlačnih rastlin še ne prinaša lepega vrta. Zeleni prostor je treba pravilno načrtovati, oblikovati in poskrbeti, da na njem nimamo preveč dela z vzdrževanjem. Slovenci smo pregovorno mojstri za vse. Znamo oblikovati tudi vrtove, tako se nam vsaj zdi. Ampak v tem primeru pa so se lastniki te hiše obrnili na vas. Kaj je bil ta razlog, da so se obrnili prav na strokovnjaka? Ja, jaz mislim, da so oni prišli do spoznanja oziroma pač poznajo rek, da vsak je za neko stvar dober oziroma zelo dober. Oni so v svojem poklicu zelo dobri in mogoče niti nimajo časa, da bi si urejali še svoj vrt, so potem poklicali mene. Projekt krajinske arhitekture vrta na Dobravi sta zasnovali Marjetka Lužovec-Hrvatin in Mateja Lužovec iz biroja Detajl in celota. Različne nivoje v predvrtu sta premostili stopnicami iz brušenega betona, sprojektirali steklene ograje, betonska korita, terase, vrtne poti, letno kuhinjo ter zunanji bazen, savno in tušem. Tomaž Bavdež pa je z zasaditvami dodal pečat očarljivosti. Privlačna rastlinska zgodba se začne že ob parkirišču pred hišo. Samo parkirišče za goste je neke vrste pozdravljeno. Z nekim prijetnim okoljem, hkrati pa tudi z omogočanjem pogleda v okolico, kjer imamo krasen razgled na okoliške hribe in doline. Tudi tam so betonske stopnice, malo nenavadno za začetek vrta. To je bilo delo arhitektov Detajl in celota. Jaz sem bil pa zelo vesel tega elementa v vrtu, ker mi je predstavljal neke vrste izziv, kako to dopolniti, kako to aranžirati. Tako da jaz sem si v končni fazi potem predstavljal, da okoli teh stopnic imamo polno drobirja, ki je nastal s klesanjem skale za te stopnice. Ta drobir, da je nekako naravno raztrešen okoli, še z nekaterimi večjimi okrušenimi kamni. Potem sem pa to zasadil z neko tako bolj minimalistično zasaditev nezahtevnih pionirskih rastlin, lahko tudi temu rečemo, kot so bori, okrasne trave, tudi še nekaj trajnic. Prek terase nas pot popelje mimo zeliščnega vrta, od koder imamo pogled na strešni vrt, pod katerim sta podzemna garaža in klet. Tukaj je pomembno predvsem nosilnost strehe in koliko substrata si lahko privoščimo mi na tej strehi. Če imamo veliko substrata, tudi meter, lahko praktično gojimo vse, seveda da namakamo. Čim je substrata čedalje manj, smo potem omejeni. Če je manj substrata, manj kot pol metra, potem so še grmovnice, kakšni iglavci. Ko pa skoraj ni substrata, si pa lahko privoščimo samo kakšne preproge, sedum oziroma homolice. Oblikovalca vrtov so lastniki hiše na Dobravi pri Stični povabili k načrtovanju in zasajanju okolice, ko so videli vrt, ki ga je oblikoval v sosednji vasi. Kljub podobnemu izboru rastlin na tamkajšnjem vrtu prevladujejo krožne linije in bolj naravne oblike. Tu je povezava zelo fluidna, na drugi strani, kjer pa vidimo hiše, pa ste poskrbeli za višjo zeleno ograjo oziroma zelene rastline. Tako, z dveh strani je bilo treba ta vrt ograditi. Mi smo odpirali poglede proti dolini. Mi smo delali čistino med bazenom in hišo, ker smo res hoteli, da je vse odprto, da se povežemo s pokrajino, da nič ne motimo tega, kar je naravno dano. V nasprotnem primeru za hišo je bilo potrebno se zagraditi, ker tam je cesta in ostali objekti, tako da smo se poslužili dveh vrst zimzelene žive meje, lovorikovca in tise. Marsikje srečamo oporne zidove, pred katere ljudje postavljajo kar lonce, plastične lonce z zasaditvami. Vi pa ste tu ubrali popolnoma drugačen pristop. Če je veliko betona ali asfalta, je v redu, da zadeve malo zazelenimo. Tukaj smo imeli dve situacije. Prvi je bil zelo ozek pas ob zidu pri dovozu v garažo. Problem tukaj seveda je ozkost, ker to pomeni, da ni veliko substrata. Pomeni tudi, da se zelo hitro presuši vse skupaj in posledično rabimo zelo odporne rastline. Tudi če imamo namakane, še zmeraj rastline morajo biti zelo odporne.
Za dodatnim objektom, ki je na vrtu zraven bazena, ste tudi zasnovali posebno brežino. Ja, brežine so dostikrat problem, treba jih je nekako zasaditi, da ni erozije oziroma jih izničimo z raznimi opornimi zidovi. Tukaj sem enostavno uporabil kamne večjih dimenzij, s katere smo zajezili to zemljo. Kamni so iz lokalnih kamnolomov, kar se mi zdi zelo pomembno iz ekološkega stališča in predvsem se skladnosti vrta z okolico. Koliko vzdrževanja je na takšnem vrtu? Vzdrževanja je presenetljivo malo. Povsod po vrtu, kjer so zasaditve, kjer je ljubje, kjer je pesek, kamni, je pod njimi protiplevelna vlaknina in se zelo redko zgodi, da je sploh kje kakšen plevel. Potem smo vgradili namakalni sistem, tako da zalivanje ni problema. Kar se pa trave tiče, jo pa kosi robotska kosilnica. Imamo tudi spet namakalni sistem. Tako da vzdrževanje je minimalno, je pa treba najbrž 3-4krat na leto malo pregledati kakšen plevel, porezati malo trave, kakšne okrasne trajnice. Tudi podeželski slog vrta bi se po mnenju Bavdeža lepo podal k sodobni hiši. Kljub vsemu pa se je raje odločil za geometrijske linije in okolico z mehkobo trav oplemenitil z umetniško noto.